Pozdravljeni in dobrodošli na Founders Talku številka 5. Z mano je Kristjan Asani, vlagatelj pri Silicon Gardens, ki je eden izmed najbolj aktivnih VC fundov v tej regiji. Če boš daj pičal slovenskemu VC-ju, bo skoraj zagotovo oziroma zelo verjetno Kristjan na drugi strani mize. Kristjan, dobrodošel, hvala, da si z nami tukaj v studiu. Hvala, Timotej, za vabilo. Tako kot sem ti prej rekel že, in čestitke za to, kar delate. V bistvu ful podpiramo, tudi kot sklad Silicon Gardens, ta community pri mladih founderjih, da se govori o tem, tako da full support. Super, hvala. Zdaj pa poletje je. Kak je VC svet poleti? A še founderji kar kličejo, a je pisarna še kar aktivna, ali zaenkrat čakate, da jesen potrka na vrata? Pa v bistvu dosti sem se pogovarjal z svojimi VC peeri, kolegi iz drugih skladov po Evropi, ker smo zelo dobro povezani. In vsi mi nekako rečejo isto, da se dejansko poleti sploh deal flow, se pravi pritok novih startupov, novih potencialnih priložnosti ni umiril in vsi delajo zelo dosti. Sicer ameriški VC skladi se hecajo iz evropskih, da imamo zdaj Eurosummer, pa da noben ne dvigne telefona, ne pogleda maila, ampak dejansko ni tako. Vsaj pri teh, s katerimi jaz osebno sodelujem, smo vsi zelo aktivni. So zadeve malo počasnejše, ampak govorimo mogoče en teden se stvari zamaknejo. Ne govorimo, da se zdaj to za 2 meseca vse zamakne. Mogoče se za en teden zamakne, ker je nekdo iz ekipe ravno out of office v tem tednu, ti pa rabiš neko mnenje ali pa kaj takšnega. Tako da pa tudi naši portfolio startupi pač trenutno en rejza, se ta teden vrnil iz New Yorka, se pravi normalno se deluje. En startup, kateremu smo pa že dali term sheet, pa trenutno rejza, je pa rekel, da se pozna, da je poletje, ampak vseeno je pa mogoče malo pa več, se pravi, ker je manj priložnost priti do skladov v poletju in ima potem sklad več časa oziroma posameznik v skladu več časa, da analizira te priložnosti, tako da je to mogoče tudi dober trik za rejzati poleti. Ja. Kak je pa v Ameriki poleti? Tam ni poletja. Ja, se pravi, mislim, ta naš startup, ki zdaj rejza, je rekel, da pač normalno vse tečejo. Drugi je pa malce pojamral, da se zadeve malce tudi zavlekle. Tako da ne drži to, da smo v evropskih skladih, da poleti pač gremo na morje, na Mediteransko morje in da nič delamo, to ni res. Ameriški so tudi out of office. Ne, pa se niso v bistvu sam skladja, ne, to je to je po na celem področju v bistvu vsi grejo. Kaj pa startupi? Je zdaj odvisno, v kakšni fazi so startupi, ne? Pa saj mi tudi podpiramo to, da pač founderji si morajo vzeti čas zase, za družino, ker če ti stvari doma štimajo, če ti v glavi štimajo, če ti spočit, potem lahko štima tudi tvoj startup, ne? Če nimaš tega urejeno, tega balansa, potem ne more stvari tudi v podjetju štimati. Je pa odvisno zdaj, a si ti mogoče vezan na sezono, ali več prodajaš poleti, ali več prodajaš po zimi in potem nekako prilagajajo svoj dopust temu. Vem, da so startupi v našem portfelju, ki od 22. decembra do 2. januarja nič ne delajo, ker je tudi njihov biznis se ful zmanjša v tem času. Obstaja pa startup, ki dela 70% svojih prihodkov od novembra naprej, oziroma Black Friday naprej do konca leta. Te pa si predstavljaš, da verjetno nimajo najboljših božičnih praznikov, oziroma božičnih praznikov. Ja, jaz sem zadnjič se pogovarjal z enim, ki je trenutno v San Francisco, dela v eni firmi, v bistvu je founding engineer, se mi zdi, da se reče. In tam je neka govorica, da je zelo velik problem že pri dejtanju v San Franciscu, pa v tem svetu, startup svetu, da če imaš družino, če imaš fanta punco, you're not gonna make it. Če greš na počitnice, you're not gonna make it.
mislim, je tu razlika med tem slovenskim oziroma evropskim vsem pogledom na in pričakovanji od startupa, ali se tudi nekako poskušamo gravitirati proti temu, oziroma ne poskušamo, ampak nekako gravitiramo proti temu svetu. Poglej, najboljši founderji itak štrlijo iz povprečja. Ja. In to pomeni, da ne bo delal 8 ur na dan, ampak bo itak delal ful več. In že sam ena lastnost pri vseh founderjih, ki je pač ne moreš nadomestiti, je ta vztrajnost pa delovnost. In to mislim, da če želiš biti dober founder, to moraš imeti. To je predpogoj za karkoli, za kakršenkoli uspeh. In če imaš to, je pol itak pač delaš več, ti je lažje delati več, sploh ko vidiš še dober feedback, da revenue raste, da stranke so zadovoljne, ne? In je pol to lažje delati. Hkrati pa se ne bi čist, vsaj ja osebno, pa verjamem, da večina naše ekipe s tem strinjala, da zdaj, če si ti vzameš teden fraj, da boš zaradi tega neuspešen. S tem se pa ne bi strinjal. Ja, po drugi strani je pa tudi ta rek, ne, da v bistvu, če greš se v ta startup svet oziroma v podjetništvo z neko novo idejo oziroma nek nov venture, rabiš vseeno imeti partnerja, ki pa ima stabilen dohodek. Ne. Ja. Mislim, moraš imeti doma, moraš imeti urejeno v smislu, da te partner razume, kaj ti sploh počneš, in da so obdobja, ki pač te praktično ni doma, so obdobja, ko boš, mora nekako deliti s tabo to vizijo, kaj je potencialni outcome tega. Moraš imeti definitivno doma podporo in to je pač zelo težko dobiti. Smo pa tudi, recimo imamo v Sladu debato, če sta founderja, mož pa žena, partnerja tudi v osebnem življenju, ali je to slabo ali je dobro. In kaj je? Ne vem, nimamo še nekega dobrega odgovora, ker že v Sloveniji imamo 2 izjemno uspešna startupa, ki sta pač bila founderja tudi v zasebnem življenju za konca. Tako da nimamo dobrega odgovora. In ne vem, če je to red flag ali... Ja, najbolj uspešen slovenski exit je mende od 2 zakoncev, ne? Ja. Sicer je bila širša ekipa co-founderjev, ne? Ampak Iza pa Samologin sta bila zakonca in Outfit 7 je prvi slovenski unicorn. Zdaj pa, če lahko napeljem na to vprašanje, kaj pa Silicon Gardens in kriteriji glede founderjev, ki imajo počitnice, ki imajo partnerja, a je to vpliva kakršenkoli rol pri je kakršenkoli kriterij glede tega, ko se pogovarjate s startupi in jih evalvirate? Ne. Dejansko ne. V zasebno življenje, ko se pogovarjamo s founderjem, ne vpletamo zasebnega življenja in ne vprašujemo o temu, ker to je naša naloga kot sklada oziroma zaposlenih v skladu je, da ocenimo potencial founderja. Ko se ti pogovarjaš na tedenskem nivoju ali pa na leto skupaj, ko vidiš, ne vem, več kot 1000 founderjev ziher, ne, in več let zapored, si potem probaš nekako izostriti ta vid oziroma neko okus za dobrega founderja, ne, in da prepoznaš dobrega founderja. In probaš prepoznati to osredotočenost na ta uspeh oziroma na ta outcome čez 5-7 let. In v founderju, ko prepoznaš to, pač veš, da njemu ne sme priti čisto nič na pot, kar ga bi oviralo na tej poti do tega uspeha. Ne? In če ga pač partner ne razume, potem si predstavljam, da bo, ne vem, ali se bo razšel s tem partnerjem ali karkoli, ker on vidi sem to. Se pravi, se gleda v founderja in njegove odgovore na verjetno neka vaša vprašanja, ki vas zanimajo. Tako. Ja, razumem, ja.
Zanimivo. No, zdaj pa, če se lahko vrnem za tiste, ki mogoče ne vemo čist točno, Silicon Gardens, zdaj sem že šel malo noter v to debato. Silicon Gardens je early stage VC fund, ne? Če se pravi sklad, jaz se pravičujem, sklad, in investira v ekipe z že idejo ali brez ideje. In kaj v bistvu, še za tiste, ki mogoče ne vejo, kaj v bistvu je VC sklad tukaj in kaj to pomeni specifično v Sloveniji? To je sklad tveganega kapitala, Venture Capital Fund, in skladi investirajo v startupe. Zdaj, definicija startupa mogoče se razhajajo, ampak startup za nas pomeni podjetje z globalnim potencialom. Zdaj nekdo, če dela neko lokalno podjetje v regiji, pa reče, da je to startup. Startup ni startup zaradi tega, ker je mlado podjetje. Startup je podjetje, ki ima globalni potencial. In torej, VC skladi investirajo v taka podjetja, damo določen znesek, dobimo procent nazaj in če imamo srečo, če smo uspešni, čez 5 do 7 let naredimo skupaj exit, ko pride nek ali večji sklad ali drugo podjetje, ki akvizira to podjetje, se naredi exit in se dobi dobiček. In tvoja vloga je principal oziroma vlagatelj, je to? Ja. Kolega iz Hrvaške, ki imamo tudi pisarno v Zagrebu, se zavrkava, me kliče ravnatelj. V skladih so takšne vloge, imaš general partner, principal, associate, analyst, in v bistvu je to kot, ne vem kako bi to sploh prevedel, investment manager ali pa nekaj takega. Torej, moja vloga je, da iščem, sourcem startupe, founderje, potencialne founderje, jih potem analiziram in če je zadeva zanimiva, speljem investicijo, se pravi od začetka do konca in potem še skrbiš za, ko je enkrat startup v vašem portfelju, potem skrbiš še za te odnose direktno z startupom. Aha, se pravi, začel si pa kot ta associate, potem si kot associate delaš. V bistvu so, jaz sem tako eno srečno naključje, da sem sploh pristal v Silicon Gardens, ker ne vem, 10 let nazaj verjetno še sploh nisem vedel, kaj je to VC sklad, in nikoli se nisem usmeril strateško v to. Ampak glih 4,5 leta nazaj so pri Silicon Gardens začeli ideja je bila, da se naredi tretji sklad, in potem so rabili neko pomoč, part-time za community, ker je Silicon Gardens izhaja iz communityja. Gre za to, da je skupina uspešnih teh podjetnikov v Sloveniji, mislim, 2016 se je začel prvi sklad, videli so, da v Sloveniji ne obstaja trg tveganega kapitala. Če imaš ti neko idejo, da te bi nekdo podprl, in so rekli, dajmo, mi smo zdaj nekaj prvi uspešni exiti so se zgodili, imamo nekaj kapitala, ki lahko investiramo v naslednjo generacijo uspešnih podjetnikov. In začelo se vse skupaj iz skupnosti. No in pa je zadeva prerasla iz prvega sklada 2016, drugi 2019 in tretji je štartal 2023. Tretji je največji? Tako. Šel je iz 300 tisoč, je bil prvi, to je v bistvu, težko rečeš tudi sklad, to je bolj neka testna varianta. Tako. Potem 6 milijonski, zdaj pa 33 milijonski. In v tem 33 milijonskem si ti že bil vlagatelj kot vloga? Oziroma v bistvu sem se pridružil že v drugem, takrat, da bi skrbel za ta community, ki je full velik, imamo na Slacku več kot 1000 operatorjev, founderjev iz regije, iz celotne regije. In da bi nekdo skrbel za community, pa za dogodke, kam organiziramo nekaj internih dogodkov za naše founderje, za naše investitorje, plus takrat smo se ukvarjali tudi, organizirali smo community evente, meetupe v Ljubljani, v Zagrebu, v Beogradu, in so rabili eno vlogo za to. Jaz sem bil takrat vodja podjetniškega inkubatorja v Beli krajini in sem že poznal te zadeve, sem jih preslikal pol v sklad in potem sem postopoma
razvijal se v vlogo tudi na to investicijsko vlogo. Začel sem upravljati prve introklice z founderji. To se spomnim, da je bilo kar stresno obdobje, ker je v bistvu imaš na drugi strani zelo uspešnega founderja, ne, in ti mu pa moraš postavljati vprašanje, pa ga challengeati oziroma voditi neko debato, pogovore, sestanke. Ampak pa sem pač rastel s to vlogo in da sem prišel na ta investicijski del, da zdaj lahko tudi predstavljam investicije pred našim investment committeeju, to je odbor, kjer ti predstaviš, kaj je startup, kdo je za startupom, zakaj bi mogel sklad investirati v to. In potem je debata se razvije, dobro je, če pač so kontraargumenti, da so ti to defendaš, ali pa nimaš odgovora, pa se vrneš nazaj, vprašaš founderja, prideš nazaj. Se pravi, in v bistvu, ko ti prideš z nekim predlogom, kakšna je pol verjetnost, da sklad oziroma ta board pol ne odobri te investicije? A se to velikrat zgodi? Ma se kar, zdaj odvisno je, koliko domače naloge narediš prej. Ja. Ful dobro je, da se že vsi partnerji sklada slišijo že prej z startupom in da poznajo že zadeve prej, da poznajo founderje, in da vse zadeve dosti dobro pripravi že pred tem. Če so že vsi nekako imajo sentiment pozitiven, je potem to gre dosti lažje čez. Če pa ni dobre domače naloge, je pa zelo težko. Tako da, ne vem, to je 50-50. To ni 50-50. Ja. Ne, sprašujem sam zato, ker zdaj je verjetno gledalce tudi zanima, koga morajo pol oni prepričati, če bi želeli dobiti VC funding. A si ti tisti, ki ga je treba prepričati in pol, ko tebe prepričajo, je to skoraj zagotovo pol locked investicija ali še pol gre na nivoje? Ne, v bistvu nad mano so še partnerji, pa GP, ki imajo general partner, ki ima na koncu glavno vlogo in odločitev. To sta Gregor Rebol in Rok Zorko. Ampak ta investment committee pa poda neko mnenje. In v bistvu nas je na tem investment teamu 8 nas deluje. Tako da kot founder, kogarkoli od teh 8 prepričaš, je že zelo dobro. Ker potem ti imaš znotraj sklada enega šampiona, ki skrbi zate in se tudi želi, da je investicija uspešna, če seveda verjame pa res zaupa, da to lahko postane uspešna zgodba. Torej, kogarkoli od teh 8, ki se ukvarjamo z investicijami. Zanimivo. In to je najbolj aktiven sklad v tej regiji? Ali Zdaj v zadnjih 2-3 letih je vse več novih VC skladov in so vsi precej aktivni. Ampak eni so fundani z strani Evropske unije. Vi ste fundani iz tega, kako bi rekel, konzorcija oziroma teh bivših podjetnikov. Se pravi, vi ste v bistvu privaten sklad. Tako. Ja. Mi smo specifični po tem, da imamo 120 različnih LP-ov, limited partnerov, se pravi investorjev v naš sklad, individualni posamezniki, ki so uspešni podjetniki in so določen del sredstev pač investirali v sklad. Imamo tudi 4 institucionalne, ampak ni EU fundinga, kar pomeni, da na srečo smo bolj fleksibilni glede investiranja in lahko investiramo izven naše regije, izven Balkana, izven celo srednje in vzhodne Evrope. Investiramo tudi v Ameriko. Super. Imamo že nove investicije tam, tako da je to hkrati, za nas sreča, da lahko, je pa večji bazen, ki ga moraš spremljati, ampak nisi omejen, ker včasih se pogovarjam s kolegi iz drugih skladov in potem, ki si delimo deal flow, pa rečem, leti so ful dobri, mi smo, ne vem, komitali $500,000, a bi šli vi poleg v rundo. In prvo vpraša, izhod pa so, ne vem, pa rečeš iz Švedske, ok, to je pa izven našega fokusa, ne moramo investirati. Ampak so na Švedska, ko je res znana po tem, da je trenutno se kar dogaja tam gor v zadnjih parih letih, so res dobri. No? Ja, super.
Zdaj pa, če te lahko vprašam, prej si rekel, da si vodil inkubator v Beli krajini. Tako. Vse od festivalov do etiket na pivu, oziroma ZDA, zdaj si visi. Probat svašta, nekateri tudi znani ustanovitelji zelo zagovarjajo. Eden od njih je tudi Steve Jobs, ki je rekel, da pa na koncu all the dots connect, tudi če na začetku niti ne veš, zakaj te stvari delaš. A ti tudi zagovarjaš nekaj takega, da je treba kot mlad mogoče iti izven nekih poti začrtanih, sprobati stvari tudi, če ne veš zakaj, in verjeti, da se na koncu, ti si bil tudi community builder in to tudi delaš zdaj kot vlagatelj na nek način. A zagovarjaš ta all the dots connect narrative in da bi se v bistvu mladi študentje mogli preizkusiti na večjih področjih, da še lepo lahko kombinirajo svoje kompetence? Poglej, jaz se gledam na to, se pravi, ti, ko se rodiš, in eni del ljudi, bi rekel 10%, ima ta blagoslov, da že od rojstva se vedo, kaj bo delali v življenju oziroma kaj si želijo delati. Ali ne vem, nekdo želi biti znanstvenik, zdravnik, karkoli. In pač, ko si že in te to veseli že od malega, potem pač moraš sem ta fokus držati in ne odstopati od tega. Pa bi rekel, da nas je 85% vsi ostali, ki pa tega nimamo od rojstva, oziroma ne vemo točno, kaj nas veseli, kaj bi delali v življenju. In v tem primeru, če ne boš probal ful različnih stvari, pač ne boš vedel, kaj ti odgovarja in v čem si dober. In zaradi tega sem tudi na tej strani zagovarjam, da čim več različnih stvari probati v študentskih časih, ali pa še prej, če imaš to srečo, ker potem boš vedel, kaj ti odgovarja, v čem si dober, kaj te veseli, in potem v bistvu, če nimaš občutka, da delaš neko, ampak da delaš, opraviš svoje delo, ampak je to tvoje poslanstvo, če to najdeš, si lahko srečen človek. Se pravi, iz osnovne šole sem šel v gimnazijo, glih zaradi tega, pač, ker ne veš točno, kam se bi še usmeril. Pol iz gimnazije sem šel pa razmišljal sem, ali bi šel na ekonomsko, ali bi šel pa mednarodni odnosi na FDV-ju. Pa je to, vem, kaj se govori o FDV-ju, ampak je precej zahteven ta študijski program, mednarodni odnosi, in ko sem videl kurikulum, si imel noter pravo, si imel ekonomijo, tudi nekaj politologije, čeprav to me nikoli ni veselilo, mednarodno poslovanje, zgodovino, in to je bilo neko nadaljevanje tega, ker še sam pri sebi nisem znal, kaj točno bi delal v življenju. Pa sem pa ogromno različnih stvari probal in nekako se naključno usmeril v to. In se pravi, zagovarjaš pol, da je to neka prva naloga oziroma cilj mladega človeka, da ugotovi, kaj bi rad delal v življenju, zato ker šele ko delaš to, kar rad delaš, dobro to delaš, oziroma kvalitetno. Skratka, no, zdaj si pa vlagatelj v tem Silicon Garden skladu, tako sem že prej omenil, prvi klic vsakega founderja, oziroma ti reachaš out do founderjev in oni do tebe pridejo do Silicon Gardens in Silicon Gardens jih preusmeri k tebi. Mislim, to je verjetno opis še iz naše spletne strani, si prebral, ne? Ampak zdaj nas je že še kolega Vid opravlja te introklice, pa skoraj cela ekipa opravlja introklice. To pomeni, da mi imamo na naši spletni strani tudi application form, kjer se lahko startupi, founderji prijavijo, in potem mi pogledamo to, in če je zanimivo, skočimo na klic. Torej je dvosmerno. Ali mi direktno outreachamo do founderjev, ali pa oni direktno do nas. Skratka, a se uporabljajo kakšna AI orodja že za analizo startupov? Že imate nekaj takega. Ste to vi razvili ali je to nek ponudnik? Mi smo z Cloudom razvili interno. Pač prek teh application forum in največkrat naredili smo analizo in v zadnjih 3-4 letih smo mogoče bili pri
2 blizu investicije. In potem smo rekli, dajmo to avtomatizirati, pregled teh vlog. Intake. In dobimo nek scoring, in na podlagi tega scoringa, še vedno je to human in the loop, se pravi, še nekdo iz naše strani to pogleda, Ja, preveri, če vse je ok, in potem ta del smo avtomatizirali. Obstaja pa orodja tudi na drugi strani za outreach founderjev oziroma kako sourcing founderjev. Mi uporabljamo en tool, kjer v bistvu ti, ne vem, če si ali si na Cambridgeu študiral, ali pa si delal na Nvidii ali pa Outfit 7, v teh top firmah, in v enem momentu daš, da si founder v stealthu. Takrat bomo mi dobili notification in bomo začeli raziskovati. ali pa outreachati. Aha, se pravi, v bistvu smo vsi konstantno skrinani, oziroma, kako se reče, pod radarjem. Ja. Ja. Ampak je pa, poglej, na koncu pa vsi VC uporabljamo te tule. Ja, se ne pravim, to je verjetno standardna praksa. Ja. In je pol, na koncu imamo verjetno vsi več ali manj te iste informacije iz teh tulov. In pol si reče out naenkrat. Tako. Še vedno je pa pri nas najbolj efektivno ta network, ki ga imamo, in prek našega networka dobimo najbolj relevantne informacije oziroma o najboljših founderjih. Prej si rekel, da sta 2 bila v zadnjih 2 letih prek te forme. Ja, 4. Od 4 prijavljenih? 4 letih. A v 4 letih? Ja. Se pravi, v bistvu so vaše investicije samo bolj kot ne founderi, kjer vi ričate, ali ste sam v 2 investirali? Ne, to sem v 2, ki so prišli direktno preko forme, cold, brez nekega warm introja. Večina investicij, ki se pa zgodi, je pa za nekim, ali nam nekdo predstavi ta startup, ali nam drug sklad pošlje ta startup, pa reče, da mi bomo pol runde že komitali, gremo skupaj v rundo. Ali prek našega networka, ja. Večinoma teh investicij se zgodi na ta način. Ali pa da mi outreachamo. Pol ta cold outreach. Koliko pa je recimo teh vseh applicationov, da ste na koncu 2 nekako... Ful jih je. Ne vem, 3 na dan. Res ogromno. Ja. Ampak se tudi razlikuje kvaliteta teh applicationov. Viš, kdo je naredil to za AI-jem, pošlje. Pa včasih celo napačno ime sklada napiše, pa vidim, da investirate. Tega je ful, pa sploh s temi AI agenti, ki lahko sami izpolnjujejo te obrazce. To sem naraščal. Kaj na founderju to, kar v prvih 15 minutah pove, ali je zanimiv kandidat ali ni, in kaj je pa največji red flag, ki ga lahko naredi na nekem takem sestanku oziroma prvem nekem takem intro v pogovor? Mislim, red flagov je res ogromno. Včasih, recimo, ko imaš intro call, pa je zadeva zanimiva, pa imaš še drugi call, pa tretji klic, pa prije še partner zraven, pa pol. Zadnji step pred investmentom je, da se še v živo dobimo, pa cel dan skupaj preživimo z founderjem, z ekipo. In tukaj pa že opazuješ že več različnih stvari, tudi obnašanje founderjev, do sodelavcev, do natakarjev, vse opazuješ tukaj. Tako da teh red flagov je res na koncu ogromno, in tudi sam, če je že to nek zadnji korak pred investmentom, si želiš, oziroma da jih ne bo founder naredil. Ker pač na koncu tudi mi želimo investirati. Ampak, če se pa zgodijo, si pa hkrati, če se pokaže, si hkrati vesel, da si jih opazil, pa mogoče se izognil slabi investiciji. Ampak na intro callu, kar je najbolj zanimivo, se pravi, enostavno je, lahko te impresionira ekipa, ali iz vidika, da imajo že ful izkušenj iz preteklih, ali so exit founderji, so to že šli že enkrat skozi in zdaj delajo neko novo stvar, pa poznajo trg, poznajo produkte. Torej, ekipa te lahko impresionira že takoj na začetku, sploh zaradi svojih izkušenj. Ali pa pač imajo že tak traction, da dol padeš, oziroma ko že takoj na klicu vidiš, ok, tu pa mogoče imamo nekaj.
spomnim se ene naše investicije iz Srbije, je solo founder bil milijon ARR-ja, bootstrapov za B2C appom, ne? In pol se spomnim takoj na klicu, ko smo videli metrike, pa vse, in takrat veš, ok, zdaj imamo nekaj, kar se splača res potruditi, pa takoj nadaljevati s to investicijo. In potem se klic, to se je zgodilo sicer na konferenci, ampak je bil pol naslednji sestanek čez pol ure še z partnerjem sklada. Aha, že takoj vse. Takoj, ja. Aha, se pravi, največji green flag v bistvu je to, da je traction. Ko je traction, se kar naenkrat odprejo. Ja. Pa ekipa. Ja. Ta ekipa brez tractiona, oziroma... Ja, zdaj mi investiramo v B2B in B2C. V B2C-ju je žal, mislim, te izkušnje nekako zelo težko je napovedati uspeh v B2C-ju. Če si ti prej uspešno prodajal, če si nek uspešen e-commerce ali pa nek B2C app ali pa karkoli, in zdaj da delaš nov B2C app v drugem marketu, tvoje izkušnje so relevantne sicer, ampak je zelo težko ponoviti ta uspeh v B2C-ju. Tako da, ko investiramo v B2C, moramo videti številke. In ta traction je predpogoj. Ali pa neka validacija, ki se na različne načine se to lahko naredi. V B2B-ju je pa malo drugačna stvar. Tukaj pa lahko smo confident, da investiramo tudi pri produkt, pri revenue, pa investiraš v ekipo, ki je, ne vem, ima že relevantne izkušnje iz tega marketa, pozna market v nulo in imajo neke unique insights v tem marketu, kar ostali, recimo, kompetitorji nimajo. In na ta način te lahko ekipa impresionira. In kaj pa je, recimo, prej si omenil red flage, kaj pa je ta eden pogost red flag, ki ga naredi ekipa že na začetku, tisti prvi, tole ne bo šlo skozi niti do drugega intervjuja, kaj šele naprej. Imate kakšne take neke pogoste red flage oziroma seznam teh, ki ste kjer vedeti? Imamo, ja. Recimo, da ekipa ni full time. To je zdaj red flag za sklad. Noben sklad ne bi smel investirati v ekipo, ki ni full time. To pomeni, če še ekipa ne verjame v neko stvar full time, pač logično, da niti sklad ne bo. In to je, ampak to pa ne pomeni, da je prehitro, da smo začeli pogovore. Ampak v tem momentu ta zadeva še ni investable. Lahko se pa, ko boste pa full time, se pa lahko zopet slišimo. Tako da, to recimo, da niso full time founderji. Pa druga stvar, razumeti, kaj sploh VC išče. Ker pač mi imamo tudi investitorje za sabo in moramo neke donose seveda prikazati pa prinesti nazaj. In če niso usklajeni ta vizija startupa, ker mi se moramo že na intro klicu se moramo pogovarjati, kaj pa je vaš cilj s tem startupom. In če je cilj, ne vem, imeti nek lifestyle biznis, pa določen profit, pa do nekega scale-a priti in to je to, potem pač naši cilji niso usklajeni, kar ni nič narobe, to je lahko odličen, uspešen biznis, ampak mogoče ni primerno za VC investicijo. Ja. Ker se veš, VC investicija se moramo, investiramo v podjetje, dobimo delež podjetja in čez 5 do 7 let se ta naš delež mora prodati. Prej si omenil enega solo founderja na Hrvaškem, 1 milijon annual return. Srbija. In iz drugih virov sem pa tudi nekako izluščil, da pa se iščejo ekipe več kot samo enega člana. Bolj specifično product, sales and finance. Zakaj pa solo founder ne bi mogel tega, recimo, vseh teh 3 kompetenc imeti? Še posebej v današnjem svetu, ko je meja oziroma ta asimetrija informacij malo bolj zabrisana, kot je bila včasih zaradi AI. Mi smo tudi investirali že v solo founderje. Ja. In to ni nič nenavadnega. Ampak mora pa imeti okoli sebe to founding ekipo, ki mogoče niso
co-founderji, ampak imajo nek manjši equity, niso co-founderji, poleg, ki pokrivajo različne področja, ker nemogoče je, da nekdo vodi in sales v B2B-ju, zadolžen za sales, za produkt, pa na drugi strani, da še razvija, pa vodi tehnično ekipo. Zelo težko je, da bo ena oseba to vse pokrila, oziroma je tudi prevelik rizik na tej eni osebi, ker recimo, kaj pa če se tej osebi kaj zgodi, ne? In potem s tem, ko imaš malo širšo ekipo, tudi de-riskaš startup. In se pravi, kaj pa ta kompetenca ekipnega dela? Ko enkrat investirate v solo founderja, ali je pol eden od kriterijev, da si najde to ekipo, ali lahko pa zdaj on nadaljuje tako, kot je nadaljeval? Mislim, če želi skalati, potem bo mogel širiti ekipo. No, ampak je to en vaših kriterijev? Mislim. Ker drugače ne moreš imeti res velikega biznisa, če ne boš širil ekipe. Zaenkrat še ne. Mislim, Instagramu je to ratalo, pa mislim, da OnlyFans, ampak to so outlieri, teh je res malo. V večini primerov pa moraš tudi skalati ekipo, če češ priti do nekega levela, ki si ga vsi želimo. In kar pa v teh solo founderjih iščemo, je to, da so sposobni dobro hirati ljudi. Se pravi, to je pri founderjih zelo pomembno. Če lahko zaposli A-playerje, se reče. Če lahko zaposli takšne ljudi, če je sposoben pripeljati takšne ljudi v svojo ekipo. To je pa zelo pomembno in težko je to prepoznati pri founderjih, če so to sposobni. Tukaj pa tudi mi po investiciji tudi pomagamo, tudi pri hiringu, pa damo neko mnenje o kandidatih, ki jih zaposlijo, ali pa se z njimi pogovarjajo o potencialni zaposlitvi, ali pa da jih bi dodali celo v founding team. Tako da tu smo pa na srečo izkušnje mojih kolegov, ko so zgradili unicorne, tu zelo dobro. In ko so zaposlili več kot 100 ljudi, pridejo zelo prav. A-player. Kdo je A-player in kaj je razlika med A-playerjem, B-playerjem, C-playerjem, D-playerjem, kako daleč to sploh gre? In kaj v to v bistvu sploh pomeni, išče samo A-playerje? In kako to vi sploh nekako evalvirate, da je oseba A-player? Recimo, če govorimo o go-to-marketu ali pa salesu, je nek A-player nekdo, ki bo neke trende postavil, pa bo prvi neke strategije razvil, pa bojo potem tisti B-playeri kopirali te strategije. Ne? Ampak če si prvi, si pač obvladaš te zadeve in ostali tebe kopirajo in so skozi korak za tabo. Itak A-player je pa nekdo z izkušnjami, zdaj startupi tudi poučajo, se pravi, ukradajo talent pri drugih podjetjih. Ne. Tudi to je skill. Pač moraš ti prodati to svojo vizijo tega startupa, ko je nekdo že na full dobri poziciji v drugem startupu ali pa podjetju, in ga ti moraš nekako v svojo ekipo pripeljati, mogoče od konkurenta, karkoli, pa ga moraš prepričati, da je dejansko to, kar imaš ti trenutno in tu, da mu bo boljše in da bo mogoče outperformali tega konkurenta. Da zna prodati to vizijo. Tako. To je lastnost dobrega founderja, da zna prodati vizijo, prenesti vizijo na celotno ekipo. In founder sam po sebi je verjetno pol A-players. In a je lahko sploh pol B-player v podjetju, oziroma v podjetju v nekem startupu? Mislim, a dovolite vi, je to kak kriterij, ki ga imate, da če pa nekako vidite, da so neki B-playerji v ekipi, pa ali svetujete founding ekipi, da se pač ločijo, ali kako handlate pol B-playerje, ali lahko mogoče B-player celo se postane A-player, ali je to neka zafiksirana stvar? Ne, to sem želel dodati, mi imamo tudi z našimi founderjimi, ki jih spremljamo, in tisti najboljši founderji so v enem letu ali pa 2 letih naredijo res ogromen preskok. In so veliko boljši founderji kot v času, ko smo mi investirali.
čeprav so bili že po naših kriterijih takrat vrhunski founderji. Torej, ta preskok iz B v A je absolutno možen in dober A-player bo to naredil iz B-playera dobrega, mislim potem v A-playera. Ja. In to je lastnost najboljših liderjev, da so sposobni ta svoje znanja predati in naučiti svojo ekipo. Ti rabiš na vodilnih pozicijah, rabiš te A-playere, pač to je omejeno število ljudi, jih moraš jih najprej uspešno hajrati, potem pa vzgajati svoje A-playere znotraj ekipe. In da samo malo bolj razumem, kaj sploh v bistvu je ta A-player, ne? A imate vi kak kriterij za ta A-player? A je to nekdo, ki, prej si omenil, da je nekdo, ki nek founder je A-player, ko se enkrat startup postane scale-up, verjetno še kar začnemo, še kar iščemo A-playerje. Kdo so pa pol A-playerji, če ni več to founding ekipa? Ja. Se pravi, startup gre čez različne faze, od 0 do milijona, od milijona do 10 in pol. To so različne faze skelanja in v različnih fazah so različne potrebe, ki jih startup ali pa ekipe potrebujejo. In na začetku je pač ta founding ekipa, je sem to. Potem pa je na founderju, da vzgoji ta nek middle management, da spostavi te vodilne ljudi na teh funkcijah, ki so ključne funkcije v podjetju in da jih vzgoji ali pa hajra na te pozicije, ki bodo sposobni skelati startup od 10 milijonov naprej. Torej, ekipa se sproti razvija, mislim, s časom razvija in founder mora skrbeti, da so te ključne funkcije pokrite z najboljšimi, z najboljšim kadrom, vzgajati ta kader ali pa hajrati. In koliko je A-player boljši od B-playerja? Kakva velika razlika je to? Mislim, težko ti to rečem. Ampak največkrat se to vidi. Pač vidiš ali pa pri developerjih, pa tudi že recimo v naših startupih, ko vidimo res ene, ki so eksplodirali pa zelo dobro rastejo, pa kaj oni delajo, pa pol mogoče nekoga vidiš, ki malo stragla, koliko je on pred njim ali z nekim poskušanjem različnih strategij, ali v developmentu, ali v implementiranju novih tehnologij, karkoli. In že znotraj portfelja je to vidno. Da, ni kriterija, ki bi lahko. Ja. Ne moreš to zmeriti. Ja, verjetno vse nas zanima, a sem jaz A-player ali nisem. Ali kaj moram narediti, da postanem A-player. Predstavljaj si, mislim, v kolesarstvu je to pač jasno. Greš, vzameš Tadeja Pogačarja, pa gremo mi dva, pa v klanc, pa bo se videlo, kdo je tam A-player. Se da to zmeriti. V podjetništvu je to malo težje. Predstavljaj si kot vrhunski športnik, ampak vrhunski founder ali pa inženir. Ali pa nek, verjetno tudi A-playeri niso sami inženiri, so verjetno lahko tudi nekak product sales, oziroma finance. Vse te ključne funkcije. Ja, zanimivo. No, vsak od nas bi rad bil A-player, verjetno vsi, ki gledamo zelo, oziroma se pogovarjamo s tabo, bi radi bili A-playeri. Ja, in tudi founderji smo vse mlajši postajamo zdaj, ta trend se zdaj nadaljuje, da founderji vedno mlajši po povprečju. Kaj so, zdaj recimo, da jaz študent, glih kar končal fakulteto, kaj so zdaj neki koraki, kako želim ustvariti nekaj svojega, želim se aktivirati, to se tudi nanaša na tisti All the Dots Connect pogovor prej. Rad bi zelo pripomogel, nimam pa nobenih izkušenj na nekem področju, nekem strokovnem recimo, ali pa vez na tem področju, da bi lahko sploh koga poklical. Kaj kot nek študent računalništva, ki bi rad
pa res imaš tehnično znanje veliko, ampak nimaš ga pa kje aplicirati. Rad bi pa se aktiviral, building te zanima, rad bi gradil stvari. Kje bi začel? Mislim, zdaj en tak dober trik je, da narediš nek internship v kakšnem big techu ali pa v kakšnem startupu, da sploh se okužiš, gremo reči, s to kulturo, pa da vidiš sploh, kaj je možno, ker pač človeški možgani je omejen na ta način, da če si neko zadevo ne znaš predstavljati, potem najverjetneje tega tudi ne boš nikoli dosegel. Ampak če si ti, ne vem, greš v San Francisco ali pa že v Sloveniji imamo izjemne, pa v regiji izjemne startupe, in če greš malo tam in vidiš, kakšne probleme oni rešujejo na svetovni skali in koliko imajo userjev, koliko imajo customerjev, potem šele začneš razumeti ta svet in potem mogoče dobiš neko idejo, ki jo bi lahko ti potencialno, ali pa nek problem, ki ga zaznaš, ki ga bi lahko ti potencialno rešil. Tako da bližnica do tega sveta je kot študent internship v nekem startupu. Ampak internship zato, da bolj, to, kar si omenil, je zelo zanimivo. To, da je človeški omejen na to, kar lahko, se pravi, pričakovanja so omejena na to, kar nam je bilo pokazano. In je verjetno pol neki takega glavni razlog, zakaj vzeti pol nek internship. Ne? Ker ljudje bi rekli zaradi vez, pa zaradi, ne vem, prakse. Ampak ko ti vidiš nekoga, ki nekaj dela in se dejansko zelo dobro aktivira v tem, si pol začneš razmišljati, da to pa lahko tudi jaz naredim. Ne? Da to je pa tudi mogoče lahko on, lahko tudi jaz. Ne? Kot študent razmišljam, ne? Recimo zdaj, imaš še malo več časa v življenju, kot naprimer nekdo, ki dela. Ne? Se pravi, kako bi se pol lotil naprej od internshipa dalje? Mislim, to je težko vprašanje, ker vsak ima neko unikatno pot in neka veselja in ti pol vidiš, se pravi, kako ti bo na tem internshipu. Lahko pa, da se vidiš ful v tem podjetju in delaš kariero v tem podjetju. Ne? Sploh ni nujno, da greš kaj svojega. Če je pa želja kaj svojega početi, in pri meni je bila to od nekdaj, pa sem imel neke side biznise, in če je ta želja, potem je najboljše spomnim se, naš founder je rekel, poglej, on je tak inženir, tehničen tip, in je rekel, jaz prodaje ne znam delati in v B2B-ju največkrat moraš ti, tudi kot founder, moraš znati prodati tool, karkoli si razvil, moraš sam na začetku prodati. V B2C-ju pa ti nastaviš oglase in ne rabiš imeti nobenega stika z customerji, lahko vse avtomatiziraš. In on je rekel, meni ustreza ta stil prodaje, B2C, in tukaj mu gre odlično. Tako da mogoče tudi malo izhajaš iz sebe, pa vidiš, kaj ti bolj ustreza. Ali ti ustreza delo z ljudmi, pa si ful dobro v prodaji, pa tudi tehnično, pa bi lahko fural ta B2B, ali greš pa v B2C, če ti ta del ne ustreza, ali si pa najdeš co-founderja, ki pokrije tisto, kar tebi manjka. Zanimivo. No, pa zdaj, ko smo že pri študentih, če še lahko vprašam par vprašanj poslušalcev. V bistvu izlušču sem najbolj taka relevantna. Eno od njih, Luko, zanima, kaj je najbolj vredno, kar se naučiš v študentskih organizacijah in bi to priporočal vsakemu študentu. No, vse na to si v bistvu na nek način že odgovoril. Tako da, bi priporočal vsakemu študentu, da se čim bolj aktivira v teh communityjih. Da, definitivno. Mislim, ta moja izkušnja z KBŠ-em je, pač to je že kot da vodiš neko podjetje, ker budžet je tam, ne vem, čez 120,000 evrov, nekaj takega, letni budžet. In ti skrbiš na koncu, ti si odgovoren si za to. Ne? Kaj sem se pa najbolj naučil, to je pa v bistvu dobra, ena lekcija, ki mi je ostala res od tam je, da ti imaš
se pravi, mi smo delali tudi festival. In ti imaš tam upravni odbor in zdaj, itak to ni tvoje podjetje, pa niso vsi zdaj v upravnem odboru tvoji najboljši kolegi, ne? Je upravni odbor širok, ne vem, nas je bilo 10 ali nekaj takega. Pa ko smo delali ta line-up za festival, nas je bilo še več, ne? In potem ti ne ustrezajo pač neki predlogi od nekih drugih, ker ti mogoče ta stil muzike ne poslušajo ali pa karkoli, ne? In potem se spomnim, da sem bil, pač meni osebno ful, nisem bil za en predlog, ampak smo ga pol na koncu dali. In na koncu, po festivalu mi je bil to meni osebno najboljši dogodek, najboljši event, izkazalo se, da je bilo top. Ne? In takrat sem se naučil, da pač moraš poslušati druge ljudi, pa predloge in ne smeš izhajati sem iz sebe. In v ekipi moraš imeti čim bolj raznolik folk, ker na ta način boš lahko prosperiral, ker če bomo v sobi vsi isto razmišljali, ne moramo neke inovacije ali pa neke drugačne pristope obrati, ker smo vsi usmerjeni samo v en smer. Če imaš pa, je težje delati z različnimi ljudmi, to je težje, res, ampak če uspeš to, da ni ekipa vseeno na ta način homogena, da razmišljaš iste stvari, ampak da upoštevaš predloge drugih, je pa to je ena taka lekcija, ki mi je res ostala. Ja, to pogovarjanje z ljudmi, ki prihajajo iz različnih nekih vidikov in ozadij, je tudi nekaj, kar veliko zelo znanih ustanoviteljev isto trdi. Meni se zdi, da tudi en predsednik je zelo znan po tem, da je bil vsak teden na kosilu z nasprotno partijo, je bil Eisenhower. Skratka, da si čim bliže resnici. Vsak pripomore neki signala, pa neki noiza. Ne? In se pa to nekako poskuša dodati več signala, čim manj noiza, ne? Verjetno v nek sestanek. Recimo, to mi je dal ta študij mednarodnih odnosov. Mi smo recimo te geopolitične situacije pa konflikte pa to, smo mogli iz različnih vidikov, ali pa če se v ekonomiji kaj zgodilo, neka novica pride ali na RTV ali slovenske medije ali pa zahodne medije, ampak ti pa moraš pogledati še vzhodne medije, moraš še druge medije pogledati, da si lahko oblikuješ. V idealnem primeru bi mogel biti na lokaciji, pa se bi še mogel z domačini pogovarjati, pa da res poznaš situacijo, kaj se je zgodilo, ker vsakemu je v interesu predstaviti na svoj način. In to mi je študij dal, da na vsako situacijo pač gledam za različnim, mi smo temu rekli, da si različne leče nadaneš in pogledaš na isto stvar z različnimi lečami. In moraš široko gledati na ta svet. In to mi pri investicijah se mi zdi ful pomaga, ker lahko pol mogoče vidiš v nek potencial, v neki zadevi, ki noben drug ne vidi, in v tem primeru se pol te outlieri zgodili. Super. Ja, vem, da je eden od teh podjetnikov, meni se zdi, da celo Elon Musk ima zelo ta narativ, da probaš biti čim bližje resnici, v bistvu obsessed with the truth. Marija, oziroma Mario, pa pravi, ne vem, če je to fake ime, kdaj se kot sklad odločite izstopiti iz podjetja, v katerega ste investirali na začetku? Prej si omenil 7 let, ampak verjetno so pa tudi kakšni kriteriji, neke metrike, 2-krat, 3-krat. Ne, to je v bistvu čisto enostavno. Se pravi, tudi mi kot sklad smo omejeni. Ponavadi je to obdobje sklada 10 let. Torej mi 5 let ali pa 4 investiramo ta sredstva in potem naslednjih 5-6 let deinvestiramo. Postopoma. Tako. Oziroma, se pravi, v tisto podjetje, ki si v prvem letu investiral, boš mogoče tam v 7. letu sklada probal deinvestirati, izstopiti. To pomeni, da smo tudi mi kot sklad omejeni in moramo, se pravi, ko se obdobje sklada konča, po 10, lahko imamo še neko opcijo podaljšanja za leto ali pa 2. Če vidimo, da je neka zadeva potencialna in še nima smisla zdaj prodati, lahko podaljšamo, če bi bilo to boljše za sklad. Ampak
oprosti, ker te tukaj prekinem, podaljšamo, koga je pa treba prepričati tukaj, da se podaljša? Se pravi, lastne investitorje, Investitorje, ki so okej. investirali v sklad. Se da to na skupščino in potem se odloča temu. Ampak mi smo kot sklad omejeni in po 10 letih dejansko moramo mi izstopiti iz vseh startupov, v katere smo investirali. To so pa zdaj različni načini izstopov. Najboljše se pravi, ko se naredi akvizicija ali exit, da trg prisilite v izstop, ampak to si želimo. Ja. Hvala ti za pogovor, res tudi zelo nam pomaga zdaj na začetku, no, ko začenjamo s temi podcast epizodami. Še mogoče imaš za na konec kakšen tip oziroma namig za študente, ki poslušajo to in zbirajo vsako informacijo, ki jo lahko dobijo, da se aktivirajo takšne podcaste, poslušajo študenti, ki ponavadi si želijo nekega osebnega razvoja, neko končno misel, kjer se držiš in te vodi čez že svojo pot. V bistvu to, da je eksekucija najpomembnejša in čim prej se nečesa lotiti, ne odlašati, če te to res veseli, čim prej sprobati, pa boš potem videl, ali te to veseli, greš naprej, če ne, končaš, pa si saj pošten sam do sebe. Tako da, pa tudi kdaj pristopiti k skladu ali pa kaj, nikoli ni pač prezgodaj. Ker kaj se v najslabšem primeru lahko zgodi, reče ne, ni primerno še v tem trenutku mogoče. Mi si vedno puščamo odprta vrata do vseh founderov, torej in se radi smo v kontaktu z founderji, z temi ambicioznimi posamezniki, da nas updatejo, tudi če zadeva počasi raste ali pa karkoli, pa če rabijo neke nasvete, vmes smo na voljo, tako da smo tudi kot sklad zelo, zelo dostopni, celotna ekipa. Tako da ni to nek bav. Čim prej štartati, probati, potestirati na trgu, to je nek tak nasvet. Pa eksekucija, to je pa na koncu execution. To pa zdaj že 5. podcast, kjer v bistvu isto je besedo mečemo na mizo. Kristjan, hvala, da si bil dan z nami. Hvala za vabilo, res in čestitke za to, kar delate. Full support iz naše strani, karkoli boste rabili, tukaj smo. Hvala.